Nežno pozdravljeni, danes boste spoznali eno krasno damo, prav zares damo, žensko, od katere se lahko ogromno naučimo o življenju, o umetnosti, o vsem tem, na kakšen način lahko v vsakem trenutku izkoristimo največ, kar nam lahko življenje nudi. Bi vam pa danes rada tudi povedala za Jacquesa Fresca. Jacques Fresco je eden izmed tistih, ki me je izjemno navdušil že leta nazaj, ko je tudi obiskal Slovenijo, no to je bilo že skoraj 10 let nazaj, če sem čisto iskrena. In Jacques Fresco je tisti, ki je postavil nov socialni model za prihodnost človeštva, in sicer Venus projekt se imenuje in Venus projekt vključuje tudi stavbe, ki so narejene iz posebnih materialov, spominske kovine, ki imajo torej možnosti, sposobnosti, da se kljub morebitnim nesrečam postavljajo nazaj. Hkrati pa je postavil tudi socialni model, ki deluje brez denarja. Skratka, zelo zanimivo, futurist Jacques Fresco. Poglejte si tale Venus projekt, na YouTube kanalu lahko najdete film, sicer bomo pa objavili tudi kakšno novico na klepet@kavi.si in si lahko preko tega pogledate, kako naj bi po njegovem mnenju izgledala prihodnost. In eno tako mesto je tudi ustvaril v svojem okolju skupaj s svojo ženo, tako da prihodnost je že tukaj, bi lahko rekla. No, o tej dami, ki sem vam jo pa danes obljubljala, da jo boste spoznali, ste pa zagotovo že kaj slišali, kajti vsako leto pripravi tudi vso dokumentacijo, kaj se je predsedniku dogajalo skozi leta, ampak meni osebno je Ani Belina, ki jo boste danes poznali, zanimiva zaradi njenega ustvarjanja, zaradi kreacije, ki jo nosi, ki jo prinaša, zaradi njene elegantnosti, zaradi njene pokončne drže, in tudi zaradi dejstva, da je že 7-krat prababica in marca bo dopolnila 90 let. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Ja, dobrodošli, hvala lepa, dober dan. Zelo lepo ste se uredili, takšno elegantnost dejansko izražate in tudi toplino. Dobro, ja. To je od nekdaj ali to pride z leti? Ja, vedno sem bila tako, gledala sem na to, da sem urejena, pač, zdaj pa pač tako, kak si pač starost dovoli, ne preveč make-upa, ne, tako da je to tako, ja, ne preveč. Ja. Imate lepo barvo las tudi. Ja, to si pa kar sama delam. Sama si delate? To si pa sama delam, ja. Odlično. Edino v frizerju grem, kadar že zarezati, vse druga pa si sama. Wow. Zelo lepo izgledate. Vam čestitam tudi za to 7-krat prababica. Ja, najstarejši pravnuk je že 15 let star. Najstarejši vnuk pa 42, najstarejši sin pa 71. Wow. 2 sinova imam. Torej, veliko generacij ste lahko spremljali v svojem življenju. Ja, to pa tudi res. Kaj najbolj vidite, da se je spremenilo v teh letih, v teh desetletjih? Kako bi rekla, spremenili so se tudi ljudje, narava sploh, in ti pač gledaš, da ostaneš takšni, kakršni si, ne. Tu jaz ne vidim pri meni veliko spremembe, da bi tukaj, ne, oziroma... Ampak veliko starejših reče, joj, bolj ko gledam, kam gre ta moderna družba, kam grejo ti mladi. Jaz sledim moderno družbo, imam tudi rada. Ja. Tudi TV, recimo, sledim še tudi stare filme, še vedno rada gledam. To vse spada zraven. Muzika, od Avsenikov do opere, vse. Pa vas kaj skrbi, kaj bo zdaj prihodnost? Ja, to me pa skrbi, ker si pač mislim, da bo to kar precej hudo. Zdaj vem, da vojna radi nafte, pa kar radi vode. Tako si mislim, da bodo moji pravnuki, ne vem, če bodo imeli tako lepo starost, ko jo imam jaz. Dvomim. Kje mislite, da smo šli narobe? Kdaj smo začeli mogoče delati napačne korake? To, ko se je kapitalizem tako pojavil? Ko se je razvila industrija, veste, so belo tehniko, pa to je to. Ja. Jaz mislim, da je to, ne. Preveč, lahko reče, skoraj vsaki mesec so tudi drugi zakoni in tako dalje.
Tako da to malo težko starejši sprejmemo take stvari, ne. Se pač vdaš v usodo, kak je, ne. V glavnem, jaz sem vesela, da sem v domu danes je Vogrinec, imam svojo jasonerico, pravim tudi jasonerica mini, in tako da je to zelo, sem vesela, da tudi marsikaj sem se naučila. Naš tim je zelo sposoben za vse, od delovne terapevtke do direktorja. Jaz sem tudi delovna terapevtka. A vi ste tudi, krasno, krasno, no, tako da sem v tem krogu noter, ne. A veste, z veliko ljudmi se pogovarjam in rečejo, joj, ne bi šel v dom, ne bi šel v dom. A to je napaka. Šele takrat, kadar res ne bojo mogli več za sebe skrbiti. Pravite, da je to napaka? Zelo. Ni več tako, recimo prej so včasih rekli hiralnica, tega ni več. To sploh ni več. Hrana je odlična, lahko rečem celo preveč. Raznolična. Raznolična. Mislim, osebje je na nivoju. Tako da res pa različne hobije imate, pa vse take stvari, ne? Pa se počutite kdaj osamljeno tam? To sploh ne. Imam obiske prijatelje, imam obiske mojo družino, mislim sploh vnukinja, vsi redno se dobivamo, tako da ni problem. Imam tudi veliko hobijev, recimo zdaj sem celo naredila pohod na Urban, na našo Pohorje, trikosno jaso z našimi ljudmi. In vedno je nekaj. Mi imamo v domu veliko razvedrila, tako da so to razne... Se splača iti v dom, ne? Kako? Se splača iti v dom? Ja, sigurno. Da si še Ne prepozno, jaz sem šla za to, da nisem hotela moje stanovanje zgubiti, ker je že pravnuk spi v mojem sobici, mislim, si je po svoje uredil. In mislim pa, da je dobro, da greš malo prej, ker da nisi mladim preveč na grbi. Na grbi, no, po domače rečeno. In mladi imajo svoje mnenja, svoje družino in službi, to ne morete vi tam nekje prisotni biti. In tako sem se odločila, da sem šla prej v dom in sem danes zelo vesela, marsikaj sem se že naučila, recimo veliko naučila, lahko rečem. Tudi imamo zelo etiko na vrhu, poveš, kaj ostane tam. In če kaj rabiš, sam pozvoniš, pa že, mislim, če si bolan, pozvoniš, pa so kar dve sestri pri tebi. Gospa Ani, a veste, statistika danes kaže, da se življenjska doba krajša, hkrati pa, da se krajša to obdobje, ko smo zdravi. Vidite, veliko mladih dejansko se že spopada z boleznimi, so zelo bolni in tako naprej. Kako vi gledate na to, kako ste vi skrbeli za svoje zdravje, zase? Ja, veliko skrbim za to, da delam. Nikoli nisem, če si brez dela, je to bolj nevarno. Če nimam kaj, si poiščem. Imam tudi moto pri tem, da tudi malo počivam zraven in tako da me veseli, karkoli delam. Včasih imam tudi prekratek dan, hitro pride, tako da včasih res, no in zelo rada delam na vrtu, recimo dom danes je Vogrinec, skrbim za to, da so ljudje zadovoljni, ker s tem so ljudje zadovoljni, sem jaz tudi, ne. Tako da tu ni problema, ne. Zdravje pač čim manj stresa. Odlično. Mi smo pripravili tudi en kratek izsek Dušana Donka, ki pokaže take fine vaje oziroma govori o finih vajah, in pa Jelena Dimitrijevič, dajmo si pogledati. Skozi človeško bitje se energija na tri dele lahko razdeli, da nam je bolj razumljivo ali pa lažje. Recimo, če govorimo o energiji, ki deluje kot obrambna, torej kot neki imunski sistem, ta je najbolj na površini in je zelo s kitami povezan. Torej, če jaz kite pravilno nastavljam, se hitro sproži naver in pač me to varuje pred zunanjimi vplivi. Potem naslednji nivo je dejansko povezan z mesom pa krvjo. In ta je moče zelo čustven. In spet, če kri normalno teče, pomeni, da čustva normalno predeluje. Če se nekje kopiči, potem lahko izbruh jeze, žalosti ali pa nečesa. In spet še globji nivo je kostni mozek. To pomeni, če sem res sproščen, moji gibi vplivajo na globino in to pomeni, da lahko neke stvari, ki so genetsko mi dodane oziroma bi rekli večgeneracijsko prenešene, da tudi tisto predelam. In Qigong dejansko vpliva na vse te tri nivoje.
ko se staramo, se pravi, se tudi metabolični procesi spreminjajo in glavna stvar je prav, da začnemo manj jesti. Manj jesti. Tako, to je res zelo pomembno, tudi ne toliko veliko mogoče obrokov, zdaj je to odvisno vsakega posameznika, kakšno ima tudi konstitucijo, kaj mu bolj ustreza, ampak res definitivno je treba zmanjšati kalorije, zmanjšati količinsko hrano, ampak ne kakovost hrane seveda. Je treba pojesti manj, ampak res kakovostno. In predvsem rastlinsko hrano, ker je glavna stvar, so tiste spremembe, ki se dogajajo v našem telesu, to je tudi ta drugi nasvet, da pazimo na delovanje našega želodca, ker se v bistvu zmanjšuje želodčna kislina naravno, po naravni poti in se hrana težje predeluje, predvsem beljakovinsko bogata hrana. Takole, tole so bili nasveti. Kaj pa vi najraje jeste? Prosim? Kaj najraje jeste? Kaj imate najraje za kosilo? Ja, najraje jem vse razen vampov, ne. Druga je pa vse ok. Je vse ok. Ja, sploh zelenjavo. Pri kosilu imam vedno vodo in tako, da tudi na jogo hodim, tudi tak. Enkrat na teden imamo v domu Danice Vogrinec. Jogo? Joga imamo Super. enkrat na teden. Tako da je to vse super. Se vidi, ne? Tudi vaša drža je pokončna, Ja. delovni terapeuti vas popravljajo, očitno. Ja, ampak včasih tudi kaj škripa, veste. Ja. Emšu pokaže marsikaj. Ja, Ja. verjamem. Jaz imam danes za vas svojo knjigo, če boste, berete kaj? Ja, super. Berete? Ja. Evo, izvolite, čisto super. frišna, sveža, Darilo teme, ki Darilo govori o teme. tem, da vse tiste slabe stvari, tudi ki se nam zgodijo v življenju, imajo svoj namen. Aha, ja, super, je not. Je not. Super. Not. Super. Vidim pa, da vi tudi slikate in tudi ustvarjate. To so vaši izdelki. To je samo, kako bi rekla, jaz amaterka, to je moj hobi tudi. Wow. Hobi, recimo, zdaj se pripravljam tudi, ko imamo presej jelk v domu danes, v vsakem nastropju, v jedilnici, povsod so jelke in tako da pripravim te kapice, ravno jih imam že 100 in tako da se to malo obesimo. Vsako leto se nekaj spomnim, ne? Tako da več ne vem, kaj bi. Ja. Ampak vaša dela mi ne ličijo kot na amaterska. Ja. To ste zdaj ugotovili, da imate ta smisel tudi za slikanje? Ja, v domu danes sem začela pred mogoče 15 ali 20 leti na svilo. Delovna terapeutka rekla, ne naredite eno sliko na svilo in sem naredila in takrat sem pa začela. Platno, svilo, steklo, karkoli, les, karkoli je. In tudi sem v društvu Studenci, Stil Studenci, imamo vsak ponedeljek učno uro za risanje, tako malo in tako, da se tam tudi združujem, se zabavamo, tudi hodimo. In imam tudi razstavo že na Lentu eno, potem imam na razstavo tudi na Dom Danice Vogrinec, se pripravljam za razstavo in skratka vedno je nekaj. Kakšne knjige radi berete? Veste kaj, knjige pa da berem bolj kriminalke. Kriminalke? Ja, tudi film imam rada, kriminalne filme. To mi leži nekam. Rada pa gledam historijo, zgodovino, to rada gledam, take stvari, ki so resnične bolj, ne? Ja, to. Kaj mislite, da bi se lahko v vašem življenju se je zgodilo veliko revolucionarnega, veliko drastičnih sprememb na področju tehnologije? Kaj mislite, da se še lahko zgodi drastičnega v smislu nekih sprememb v naslednjih, kaj pa vem, 50 letih? Ja, kaj vem, veliko spremembe je, mislim, zrak se je strašno onesnažil glede tega in tu naj pač mi, kot starejši, tu dosti ne moramo pomagati, pač pa višji lahko nekaj ukrepajo, da ne bi bilo več tega pompa pa tako dalje. Preveč je tega. Tako da. Odlično. Ja. Hvala, ker ste to omenili. Ja. Tale trenutek preverimo aktualno dogajanje, potem pa Ani povprašam tudi o njenem pogledu, glede na to, da predsedniku vsako leto pove, kaj se mu je dogajalo in mu naredi neko tako energijsko pripravo oziroma pregled, revizijo. 23. novembra vabljeni na prav poseben dogodek, na izkustveno predavanje Anite Rehar, ki bo govorila o dušah, njihovem izvoru ter drugih bitjih, ki so prisotni v našem življenju na energijskih hraneh, tudi angelih in ostalih.
25. novembra vabljeni na delavnico naravne kozmetike, kjer si boste lahko kar nekaj izdelkov izdelali sami in se jih naučili izdelati morda za prihajajoče praznike kot darilce za druge. 26. novembra tisti, ki nosijo očala, zagotovo ne bodo zamudili delavnice z Marijo Ano Kolman. Pokazala bo vaje za boljše videnje brez očal in tehniko odpiranja tretjega očesa. Vabljeni! 28. novembra vabimo na izlet v dolino piramid v Bosno. Gre za terapevtski izlet, veliko časa bomo preživeli v tunelih, kjer je konstantna temperatura in tudi veliko bolj mirno v tem času. Preverite, če je kakšno mesto še prosto na klepetobkavi.si. Sicer pa veselimo se potovanj z vami. Ani Belina je danes v moji družbi, skoraj 90 let 7-krat prababica. Vsako leto zberete tudi vse članke, pregledate predsednikovo delo. Ja, to pa res. Zdaj se ravno pripravljam na en zvezek, ker ima naš predsednik, meni se zdi, da ima 2. novembra rojstni dan, če se ne motim. In takrat dam jaz ta zvezek naši pravnici, ona potem to šifrira dalje, da pošle. To bo menda zadnji zvezek za gospoda predsednika in upam, da bo vesel, da bo na stara leta videl, kaj je vse delo za Slovenijo. Odlično. Torej, vi to pogledate iz katerega stališča? V smislu, da navijate za njega? V smislu, da ga kregate? Veste kaj, jaz dam noter tudi anekdote, tudi karikature, tako da je vse noter, tudi graja. Aha, tudi graja. Tudi graja. Zakaj ga boste pa letos pograjali pa pohvalili? Ja, to pa bo on pregledal in prebral. Aha, lepo, lep diplomatski odgovor. Pa ste kdaj razmišljali, da bi šla v politiko? Ne, to pa ne. Za politiko bi pa bila skoraj nesposobna. Zakaj? Kaj pa vam manjka? Ne, politika, ne vem, ne razumem jo tako čisto vse. Da je sam po laiško tako malo, drugače pa tudi časopis berem, vsako jutro grem recepcijo po časopis, že o 5:30, pa po kafe, seveda kafe mora biti, ne. In takrat berem naslove, politiko, mogoče 2-3 stavka, pa morda lahko vem, za kaj se gre, tako da naprej mi se ne da. Sej iskreno vam povem, mislim, da nihče zares ne razume politike. Vidite, tako. Odlično. Imate kakšen nasvet, ki bi ga tale trenutek želeli predati mogoče mladim, v smislu nekega navdiha ali pa nekega vodila, kako naj razmišljajo ali kaj naj storijo, da bodo tudi sami pri vaših letih tako dobro izgledali in se tako dobro držali nasploh? Jaz mislim, da naj bi ostali malo bolj pozitivni, malo ne preveč pri teh računalnikih, pri teh mobitelih pa to. In to jih tudi malo mlade, tudi malo ubija, recimo. Preveč so pri tem. Morali bi več iti na naravo, pa to tudi moji pravnuki. Nimam te sreče, da bi šel kdo z mano urban. Babica ne da se, ne, in tako da. Tako da jim jaz svetujem, da bi se tu malo omejili. Sicer mladi delajo veliko športa, to je tudi res, ne, veliko športa, ampak premalo jih je za to. Več bi se mogli družiti s športom, bolj družiti. Recimo vem, ko sem jaz imela male otroke, so se na dvorišči non-stop samo igrali. Ne, pa kaj zvem, vsega sorte. Tu danes vidite, dvorišča so prazna, ni otrok, ne, in tu se že začne, že pri majhnih otrokih, ne, se začnejo tile mobiteli, ne. Moja pravnukica sicer dela veliko, ona je tu pri plesni skupini, tudi že snemali so je že, dobila že Prešernovo nagrado, je 7 let stara in pleše non-stop. Odlično. No in tako vidim, da mladina rada pleše tudi, ne. Recimo, vem to. Hvala za vse te vaše besede, hvala za sporočilo, ki ste ga predali. Hvala. In da ste tudi prinesli vse te stvari in uživajte, uživajte in tudi uživajte. Pa rada, da bi te drobnarije vi obdržali in si razdelili. O! Ja, vi boste bodoča mamica,
lepo od vas. Ja. Super, sem zelo vesela, res, ja. Odlično, Ja. hvala, ker ste opazili. Ja, takoj že tam sem vas opazila, da boste lepa mlada mamica. Super, Hvala lepa, ja. s poudarkom na mlada, ne? Ja. Ja. Morate pa paziti, da boste imeli vsaj 2, ker samo eden je premalo. Eden ni noben, ne? Eden ni nobeden, tako. Pravilno. Dobro ste me tole zdaj Ja. dobila. Takole, spremljajte Klepet ob kavi še naprej, še veliko zanimivih vsebin sledi. Ja. Mi je padlo na pamet, sem rekla, joj, Madonca, tem puncam, ker ne morejo zanositi, bi rekla, pejte za 1-2 leti dol v južne kraje, živite z naravo, živite brez stresa, v sozvočju z svetlobo, soncem, brez vseh te plastike, brez vse te umetne hrane. Na D Pa vitaminčka. pa nazaj bi prišle po moje z celo nogometaško ekipo.